Lepo pozdravljeni v 5. epizodi okoljskih zgodb, ki jih pripravljamo v Ekokrogu. Moji današnji gosti, Gaja Brecelj, direktorica Umonotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Gaja, živijo, dobrodošla, lepo te videti. Živijo. In hvala za povabilo. Hvala, ker si prišla. In Erika Oblak iz Ekokroga. Živijo, Erika, tudi tebi. Zdravo. Zdravo. Moje ime pa je Karmen. Današnja tema je ena tema, ki sem jo, lahko temu rečem, jaz kar izbrala, zato ker se mi zdi, da je skrajni čas, da se o teh stvarih govori, da bi se moralo o teh stvarih govoriti, pa se ne. In sicer je to tako imenovani greenwashing. Zdaj za začetek vaju obe prosim, kaj menite v slovenskem prevodu, zeleno zavajanje, je to ok? Prevod, bi se morali truditi še za kakšen boljši prevod? Mene, če vprašaš, meni ta prevod pravzaprav v redu, ker gre za zeleno, kdo se barva na zeleno, ampak s tem tudi lahko zavaja. Tako da se mi zdi, ni direkten prevod, ampak se mi zdi, da je dober slovenski. Boljši kot zeleno pranje, če bi bil direkten. Malce več pove vseeno zeleno zavajanje. Tako da, Gaja, kaj ti meniš? Jaz sem sicer bolj poznala okoljsko zavajanje, bolj kot zeleno, se mi zdi mogoče to, da malo izhajam iz tiste dikcije, ki se nahaja v slovenskem oglaševalskem kodeksu, kjer piše, da ne smemo zavajati glede, okoljskih lastnosti nekega produkta, storitve ali aktivnosti, mogoče celo dogodka, stavbe in tako naprej. Tako da mi je bil bolj poznano okoljsko zavajanje, ampak v resnici to je ena in ista zgodba. Ja, meni se zdi, da je super, predvsem ta del zavajanja, zato da je dosti jasno tako, o čem govorimo. Ker pa so še drugi, ta whitewashing, zavajanje glede družbene odgovornosti, recimo podjetja, in se mi zdi, da je smiselno, da vse na isto vižemo. Torej bomo uporabljali ta izraz oziroma ta termin zeleno zavajanje v današnjem podcastu. Ampak preden pa začnemo govoriti o temi, ki smo si jo izbrali, jaz bi te prosila, Gaja, Umonotera je predlani praznovala 25 let. Sem si prav zapomnila? Ja, približno, ker je to premična tarča, ampak ja, približno zdaj ima 26-27 let. Ja. Torej, še ena stalnica na slovenskem okoljsko nevladnem prostoru. Ti si z Umonotero koliko časa že? Sem pa že 17 let. Zdaj mi povej, kako je bilo, ko si začela in kako je danes? Zanimajo me izzivi, kako se spreminjajo v času. Ja, v bistvu Umonotera res že dolgo časa v slovenskem prostoru in jaz mislim, da ko je pa začela delovati Umonotera, je bil pa sploh en drug čas. Ko sem jaz prišla zraven, se pravi, to je bilo leta 2005, seveda polna zanosa in te aktivistične duše, sem imela občutek, bomo to moramo nasloviti, civilna družba bo povedala, strokovno argumentirala in se bo stvari spremenile. Jasno, sploh na okoljskem področju se stvari počasi spremenjajo in to bi lahko rekla, da je stalnica. To je nekaj, kar se pravzaprav ni spremenilo. V vsem tem času delujemo na nek dolgi rok, na nek maraton se gremo ves čas. Se je pa spremenilo to, da so orodja, ki jih lahko uporabljamo danes drugačno kot 15 let nazaj. Naš dostop do ciljnih skupin je drugačen. Tukaj se je ogromno razvila družbenih medijev, načina, naprimer, komuniciranja z odločevalci. Umonotera veliko dela v bistvu na nivoju politik. In način, kako danes dostopamo do odločevalcev, je drugačen, kot smo, naprimer, 15 let nazaj. In predvsem, kako oni komunicirajo z nami ali pa sploh z ljudstvom. Nekateri politiki danes komunicirajo preko Twitterja. To, kar si rekla, da so se spremenila orodja, kako dostopati do svojih ciljnih skupin. Tale podcast, ki ga snemamo tule, tudi dokaz za to. Pred 15 leti zaradi tehnologije in tega ne bi bil mogoč. Zdaj pa smo lahko pri izbiri teme in gostov samostojni, naša uredniška politika je lahko odvisna samo od nas. Jaz, ko sem gostila, oziroma ko sva z Eriko gostili Lidijo, tvojo kolegico Lidijo Živčič iz Fokusa, sem jo vprašala potem, kateri projekt ocenjuje ona kot uspešen, oziroma kampanjo. In ona je izpostavila kampanjo ob graditvi 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Sicer je tako rekla, da ravno uspešni niso bili, seveda, ampak so bili pa drugi rezultati te kampanje, ki jih ocenjuje kot uspešne. Lahko ti izpostaviš za Umonotero in zase mogoče en projekt, ki te še vedno po 15 letih tebe nagovarja kot uspešen?
Mislim, enega je zelo težko, sem dejansko razmišljala o tem, ampak bom enega. Namreč zdaj se vrača po vseh teh letih. 10 let nazaj smo v bistvu zasnovali koncept trajnostnih dogodkov. Začeli smo v resnici s trajnostnimi športnimi dogodki, ker so pač fantastičen komunikacijski kanal. In kot pri mnogih projektih smo bili pred časom, zaradi tega, ker danes pravzaprav dobivamo prošnje od velikih organizatorjev, naprimer športnih dogodkov, tudi, da zdaj pa vidijo, da je čas in da bi radi pač šli po našem priročniku. In tukaj imamo tudi en cel turistični kongresni del, skratka tisti, ki kongresne dogodke organizirajo, pa so šli zdaj po naši metodologiji čista zmaga. Skratka, stvari, ki smo jih mi videli kot takrat relevantne, tisti projekt je bil uspešen, pa vendar ne, zdaj leta in leta potem se še bolj uporablja, kot se je takrat. Tako da v tem smislu bi rekla, da je bil uspešen. Ni imel pa morda teh učinkov, ki jih jaz rada zelo vidim pri naših projektih, to je pa gradnja skupnosti. In tukaj bi pa mogoče bolj izpostavila naš program delovanja v občinah, skratka trajnostno upravljanje z viri skupnosti, ki je v bistvu bolj inspirativen del našega dela, ko delamo z občinami, izvajamo delavnice, skratka čez neke participativne procese spodbujamo lokalni trajnostni razvoj. In te so meni v bistvu najbližje, zato ker vidim neke učinke direktne, vidim v bistvu skupnost, ki se pri tem ustvarja in vse skupaj v bistvu pelje v neko bolj trajnostno prihodnost. Jasno pa ne moram jim referendum o vodi, zato ker to je bil en tak res velik mejnik v zgodovini slovenskega aktivizma okoljskega. In v bistvu delno se ta elan, ki nas je pel takrat, danes pozna tudi v iniciativi Glas ljudstva. O tem pa mogoče bomo še kakšno naprej rekli, ampak mislim, da je to tudi v bistvu neka nadgradnja tega, da se okoljska nevladna sfera povezuje tudi z drugimi področji, se pravi področje dela, sociale, migracij in tako naprej, ker je vedno bolj jasno se kaže kot očitno, da so pač neke skupne težave v družbi, ki jih moramo nasloviti iz različnih morda področji in rešitve bodo potem pač dobre za vse, da ne moramo parcialno reševati posameznih težav. Zdaj pa zeleno zavajanje. Jaz bom za začetek prebrala definicijo in sicer iz Cambridge Dictionary. Greenwashing oziroma zeleno zavajanje kot delovanje, ki ga izvajaš zato, da bi ljudje verjeli, da tvoja organizacija, kakršnakoli že je, varuje okolje bolj kot v resnici ga. In še dodatki, zeleno zavajanje je preusmerjanje pozornosti, izpostavljanje enega okoljsko sprejemljivega vidika, da zakriješ to, kar pa se v resnici dogaja, in večinoma pomeni tudi to, da organizacija porabi precej več denarja za marketinške, tako imenovane PR akcije oziroma akcije odnosov z javnostmi in strategije, kako prikazati, da je zelena, kot porabi denarja za izboljšanje svojih okoljskih praks. Torej, prvi alarm, če nam nekdo strašno hoče pokazati, kako zelo zelen je, potem nam morajo zazvoniti alarmi. Zdaj pa jaz vaju sprašujem takole. Ko sem jaz premišljevala in se pripravljala na ta podcast, sem ustvarila eno umetno delitev, o kateri smo se tudi mi pogovarjali. Ali je možno reči, eno je zeleno zavajanje, ki meri neposredno na potrošnika, ki kupuje nek izdelek, eno pa je neko bolj sistemsko zeleno zavajanje v ozadju, ki ga na različnih ravneh izvaja kapital, ali je to možno razdeliti, ali gre pravzaprav za isti šmoren, ker obe vrsti zavajanja merita na potrošnika. Kako ti v tem razmišljaš, Gaja? Mogoče bi dodala še en, kako bi rekla, obvod tukaj, mogoče preden začnemo, da kar en dobršen del zelenega zavajanja je nenamenskega. Skratka, tudi tole moramo prepoznati, zaradi tega, ker niso vsi sami po sebi, kako bi rekla, zlobni v tem smislu. Mnogo ga je pač res nepremišljenega, ker mi to naslavljamo mnogokrat, ko delamo s kakšnimi ciljnimi skupinami in rečemo, lejte, to pa to, ni okej. In zato morate poznati ali bodisi znake, zakonodajo, skratka, da boste. Pa je bilo narejeno z dobrim namenom. Tako, pa je bilo narejeno dejansko z dobrim namenom. Tako da samo to, še ta košek bi pridala, ampak mi vendarle govorimo seveda o tem, namernem. Zdaj, predvsem danes si mislim, načeloma, to distinkcijo, ki si ti naredila, mi je všeč, mi je zanimiva. Se mi zdi, da kar imajo v bistvu skupnega, pa da isti šmoran je to, da pravzaprav oboji želijo
ustvariti pri končnem, bom rekla, potrošniku lahko, ali pa pri končnem tistem, čigar mnenje hočejo spremeniti ali pa ohranjati, pač neko podobo. Zdaj, če je to, naprimer, v primeru kakšnega onesnaževalca, ki pride v lokalno okolje, so seveda občani zelo, zelo pomembni, zato ker bojo vedno potem rekli, pa sej lokalna skupnost nas vendarle podpira. Lahko so te isti občani pa potem tarče zelenega zavajanja, ko gredo v trgovino, pa kupijo, kaj pa jaz vem, tekstilne izdelke iz, ekobombaža, misleč, da je ta znamka zelo zelena, ko je pa vendarle delček njene proizvodnje, samo pač iz, ekološkega bombaža, vse ostalo pa izkorišča okolje in delovno silo. To so realni primeri, zato to omenjam, ampak to je lahko isti človek, na koncu, ki je pravzaprav tarča zelenega zavajanja na vseh nivojih. In v resnici gre za to, da hočemo tega človeka prepričati, da smo fajn, zato da bomo imeli njegovo podporo v trenutku, ko bo prišlo do kakršnekoli konfrontacije. Ker te stvari se dajo razgaliti. So pač aktivisti, kot je Ekokrog, naprimer, ki razgalijo potem svinarijo neke multinacionalke. In so na drugi strani organizacije, ki razgalijo slabe okoljske in družbene prakse nekega podjetja za nek izdelek. In potem pride do konfrontacije in potem gre v bistvu za boj, za mnenje teh ljudi, končnih potrošnikov. Ali so zdaj oni ok ali niso ok v tem prostoru. In v bistvu vsi pravzaprav bombardirajo iz vseh koncev posameznika s svojimi sporočili in na koncu je spet posameznik tisti, ki se mora odločiti. In tukaj jaz vidim problem, ker kapital ima izredno moč. In ogromno denarja naprimer, kakšni nevladni organizaciji, ki razgali nek problem. In če ti kot posameznik vidiš, neko oglasno sporočilo za nek izdelek, ki ti 50krat na dan iz vseh koncev šopa v glavo, koliko zelenje, si boš to dosti bolj zapomnil, kot enkratno intervencijo, naprimer nevladne organizacije, ki opozori na problem, da temu ni tako. In zato je v bistvu v osnovi, že pozicija moči popolnoma neenakopravna. In zaradi tega v bistvu ne moramo govoriti, se mi vam sami informacijo damo, posameznik ne se odloči. Sem jaz vem, da sem odprla zdaj še dodatne stvari, ampak se mi zdi, da tukaj so zelo pomembne. In v bistvu se igra prav na to karto. Vsak se lahko sam odloči, tukaj ima vse informacije. Ali je Lafarge zelen, ali tam sežigamo, ali sežigamo odpadkov, ali pa koncev, ali Coca-Cola zdaj pač, koliko okoljsko sprejemljiva, zato ker ima en mali odstotek plastenk iz reciklirane plastike. To je katastrofa, da pride do tega, da se mora posameznik o tem odločiti. Prepuščanje odločitev posameznikov je nekaj, o čemer bomo govorili v drugem delu. Gaja, sama si me v bistvu napeljala, najprej si govorila o tem, kako pridejo v lokalno skupnost multinacionalke oziroma korporacije. Erika, Ekokrog ima dolgo zgodovino in izkušenj kar precej. Nam jih lahko opišeš? Ja, mogoče samo to, če se navežem na Gajo. Eno je res, to v končni fazi je posameznik tisti, ki se odloča oziroma si ustvari neko mnenje o nečem. Ampak ko pa firme prihajajo v okolje, pa tudi hočejo imeti podporno okolje, ne v smislu to potrošništva, ampak dejansko v smislu podpore firmi. In tukaj je pa res en kup, bom rekla, posrednega in neposrednega zelenega zavajanja, prijemov in tako naprej. In mi smo se pogovarjali dosti tudi z Ekokroga, sploh potem, ko je ta zgodba se zaključila uspešno in tudi po tej nagradi, ki jo je prejel Uroš oziroma Ekokrog, z drugimi aktivisti iz Španije, Italije, Grčije in povsod je isti vzorec. In smo se pogovarjali recimo tudi takrat v Ameriki, smo se srečali z aktivisti iz Earth Justice, to je ena ogromna organizacija pravnikov, ki pomagajo na okoljskem področju. In ko smo začeli razlagati, na kakšen način pride ta firma v okolje, so imeli, to je povsod po svetu, se pravi nek zelo, zelo podobna, pa skoraj isti vzorec. Gre za to, da pridejo, seveda, najprej si izberejo okolje, zelo previdno, v tem smislu, da zelo naštudirajo, ali je to okolje, na kakšen odpor lahko naletijo. Se pravi, okolje, izberejo si okolje, kjer je po možnosti nižja izobrazba, povprečju, nižja izobrazbena struktura, kjer imajo ljudje problem z nizko, oziroma kjer obstaja nizka zaposlenost, in kjer so
Posledično seveda na celi črti, a ne potem tudi dohodkovno, rekla šibki ali pa v revnejša okolja. In tja se seveda raje umestijo, a ne. In prihajajo z že naprej izdelanim načrtom. Smo mi ugotavljali. Nekako, ko se umestijo v okolje, Uroš vedno pravi, in to mi je všeč, taka primerjava s sedemglavim zmajem, ne, potem lokalno prebivalstvo, če se hoče recimo pač temu nesnaževalcu zoperstaviti, ne, se bori s sedemglavim zmajem, ne. Tako kot je rekla Gaja, imajo seveda bistveno več finančnih zmožnosti, a ne, se pravi, oni lahko najamejo in tudi najamejo najboljše, najdražje PR firme, najamejo najboljše svetovalce, pravnike, če se kdo slučajno oglasi in tako naprej. In vsako stvar, odpor skušajo že v kali zatreti, ne, na te načine. Se pravi, na eni strani z agresivnim, učinkovitim, dragim PR-em, na drugi strani z falango odvetnikov, ki jih lahko plačajo. Pa tudi se mi zdi tukaj mogoče omeniti tretjo tako stvar, ki je rečemo mi podkrupljena stroka, kjer naenkrat pridejo recimo strokovna mnenja, ki jih lahko bereš tudi v lokalnih časopisih, v lokalnih medijih in tako naprej, kako je to pozitivno, trajnostno, ne vpliva to nič na vode, na prst, na zdravje in tako naprej, a ne. Zdaj, kar pa se tiče mogoče PR-a, no, kako pridejo v lokalno skupnost. Najprej seveda v lokalnih skupnostih zelo pomembne določene skupine, ki so, bom rekla, nekakšni mnenjski vodje v lokalni skupnosti, to so ponavadi zdravniki pa šole. In načrtno potem donirajo razne stvari, recimo, ne vem, rešilce, opremo v bolnišnicah, zdravstvene domove in tako naprej, da nekako poskušajo seveda ta zdravnike utišati, ne. Temu, čemer pravzaprav lokalna skupnost, ki to potrebuje, težko reče ne. Absolutno, seveda, po eni strani, a ne, po drugi strani se mi zdi pa to, recimo sploh to to, da recimo izkoristijo, a ne, prav to zdravstveno stroko za svojo promocijo, skrajno perverzno, zato ker pravzaprav so tisti, ki ljudi pravzaprav v končni fazi pripeljejo v bolnišnice, ne. Če sam, pa se mogoče to res sliši pretirano, pa ni, se spomnim samo Anhovga, ne, in zgodovine z azbestom in tako naprej, ne. Potem šole, ne, v šolah imajo tudi super prijeme naštudirane, recimo na tečaji, ne. Se spomnim, v Trbovljah so imeli v osnovni šoli, ali pa v Zasavju, se so bili povsod, ne samo v Trbovljah, na tečaj najlepše risbice, a ne, ki seveda ga je financiral Lafarge, a ne. In kaj so otroci dobili za nagrado? En kup enega promocijskega materiala, pa nahrbtnik za v šolo, kjer je imel gor znak Lafarge. In s tem je prišel vsako družino, ne, v tem lokalnem logotip Lafarge, ne. Potem, kako dobijo lokalne medije, ne, tako da začnejo oglaševati svojo firmo, seveda preko lokalnega medija, in seveda lokalni medij postane odvisen finančno tudi od take firme, a ne. In bo dvakrat razmislil, kakšen prispevek bo o tem objavil, ne. Pa še športni klubi, ne. Pa športni klubi, naslednji so pa športni klubi ponavadi, da. Recimo meni je bilo tako simbolno, no, v bistvu v Španiji, ne, ker okrog Barcelone, mislim, da je 11 cementarn ali nekaj takega, in ena tudi Lafargeva, in tam v tej lokalni skupnosti že tudi dolgo časa bijejo bitko z njimi, z istimi problemi, kot smo jih imeli v Trbovljah. In je bil tako v zadju malček na gričku, a ne, ta Lafargeva cementarna, spodaj pa nogometno igrišče, kjer so imeli vsi mladinci, ki so tam trenirali nogomet, so imeli seveda na majicah Lafarge. In s tem avtomatično kupujejo tišino, ne. Tišino zato, ker vejo, da pač toliko in toliko, recimo v klubu je toliko in toliko staršev, toliko in toliko ljudi, toliko in toliko mladincev, in bo vsak dvakrat premislil, kaj bo rekel okrog firme, ker
je njegovo financiranje dejavnosti pravzaprav odvisno od te firme. Pol pa mogoče, pa da ne bom predolga, še ena taka zelo pomembna zadeva se mi zdi omeniti seveda lokalna politika. Lokalna politika, ki je povezana seveda z nacionalno, v tem primeru Lafargea našem pa tudi z veliko multinacionalko, in ta je imela seveda vpliv na lokalne župane oziroma tudi svetnike, na nacionalno raven, celo je šlo pri nas do predsednika, takrat vlade, in do recimo tega, da je, ne vem, francoski ambasador, ko se je zamenjal, prvi njegov uradni obisk je bil v Zasavju, in to tako zna poslikovito povedati, z ono limuzino z zastavicami zgoraj, prvi uradni obisk, In potem seveda so tudi v tej času te bitke zelo agresivno, francoska ambasada je zelo agresivno sodelovala oziroma pritiskala na našo politiko na vseh ravneh. Mogoče sem se samo spomnila, ne vem, ali je bilo to pri Lafargeu tako, ampak vem, da je naprimer za hidroelektrarne. Skratka, te vsebine tudi pridajo v šolski kurikulum. Dobesedno jih učijo, okrog Brežic, vem, poznam ljudi, ki imajo otroke v tamkajšnjih šolah, dobesedno jih učijo o tem, kako dobro za naravo je gradnja hidroelektrarn in sistem pravzaprav ne samo podporo, seveda vnaprejšnjo podporo kupujejo, ampak pravzaprav učijo vsebinsko, o tem. Ni potem samo, da ti z logotipom prideš domov, pravzaprav učiš otroke o neki tehnologiji pridobivanja energije v tem primeru, ki je pisana na kožo nekemu infrastrukturnemu projektu. In nekako se mi zdi, da je skupni imenovalec temu, zakaj pridejo tudi v socialno šibko okolje in podobno. To se je nam dogajalo, ko so Magno umeščalo prostor, ko se je Umanotera tukaj vključila v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja in soglasja. Je bila seveda ogromna, agresivna v bistvu kampanja proti Umanoteri in tudi drugim organizacijam, ampak predvsem, kaj so želeli povedati? Da se je treba odločiti, ali hočemo delovna mesta ali pa ohranjeno okolje. Ves čas so vsiljevali to lažno dilemo, da je lahko samo eno ali drugo. In seveda, da se moramo tem prvovrstnim kmetijskim zemljiščem na vodovarstvenem območju, kjer bodo lakirali avtomobile, odpovedati, zato ker vendarle rabimo službe. To je bila vzhodna slovenska regija. In seveda tam je manj služb, to, da politika pravzaprav desetletja zanemarjala, to območje niti ni pomembno bilo očitno, In zdaj bo ta ena firma, ki nobena država ni sprejela, ker je preveč umazana, prišla k nam in bo rešila to situacijo. In v trenutku so bili ljudje proti temu. Niso več mogli slišati, da jim bojo zastrupili vodo, da v bistvu bodo to slaba delovna mesta, da rabimo prostor za pridelavo, za kmetijstvo, Ne, delovna mesta je posekalo v trenutku vse. In to je zelo lahko potem tudi v nekem lokalnem okolju, ker je težava, ustvariti to, da bodo ljudje stopili na stran te firme. Ker seveda verjameš v tistem trenutku te obljubi. In to je najtežje, to, da se greš v bistvu, da se grejo oni manipulirati pravzaprav z ljudmi, ki so v težki situaciji. To je v bistvu tisto, kar je Erika prej rekla, perverzno, se mi zdi to tudi zelo perverzno. Zato, ker jaz večkrat rečem, da bitke, tiste široke ali pa močne bitke bojo težko ljudje, ki so v zelo, zelo težki situaciji izbojevali. Ampak jih bomo mogli predvsem tisti, ki mogoče nismo v tisti situaciji v nekem trenutku, ker imamo to možnost, kapacitete, opolnomočenje ali karkoli. Ja? Jaz mislim, da je mogoče, če lahko še malo nadaljujem, ta tema delovnih mest, to je bilo seveda tudi Zasavje, taka. Ampak zanimivo je bilo, ker v Zasavju, pravzaprav potem, ko se je težka industrija ustavila, ne samo Lafarge, druga, je pravzaprav Zasavje zadihal drugače. Tam so se razvila visokotehnološka podjetja, imajo v Zagorju, mislim, da je v Trbovljah Katapult, starta, izjemno uspešen. Potem je naenkrat celo Zasavje, ki je čudovito s temi hribi, gozdovi, bom rekla, 45 minut od Ljubljane, dostopnost z vlakom, eno najbolj dostopnih regij z vlakom v Sloveniji, izjemno turistični potencial. Ker je zelo ohranjeno, je res čudovito, res je lepo, zdaj se šele vidi, koliko je to lepo okolje. In pravzaprav se je zgodilo ravno nasprotno.
ni se povečala brezposelnost, daleč od tega, v bistvu na nek način so zacveteli. In se verjetno bojo še v nadaljevanju. In če bi pa to ohranili, pa vseh teh potencialov ne bi imeli. Poleg tega smo pa tudi seveda spremljali, kaj zaposlovanje v Lafargeu, takrat in seveda ugotovili, da takrat, ko je imel največje dobičke, je največ tudi odpuščal Lafarge. Tako da to niti slučajno ni... Ta mantra, ne, daleč od tega. Sploh se mi pa zdi, da je to res na nekem soočenju na referendumu za vodo. Ne vem, kdo od naših kolegov je to dejal, ampak ta izbira med varovanjem okolja in razvojem je že davno preživeta. Ne? Absolutno. In to je vračanje v 19. stoletje. Tako in toliko je primerov dobrih praks. In mogoče tudi to, kar si rekla, Gaja, pa na to nisem pomislila prej, ampak jaz mislim, da bi tudi morala na nek način neka okolja, recimo, ki imajo te potencialne probleme ali pa želijo ali pa hočejo recimo jim pač usiliti neko tako industrijo, da grejo pogledati na tisti konec Slovenije, se pogovarjati s tistimi, ki so take bitke že dali čez in jim povejo, kaj je realno in kaj ni realno. Mislim, da mogoče tukaj je še ena taka priložnost, kjer lahko en drugem pomagamo, pa ne samo nevladne organizacije, ampak župani, županov, občinam, regiji. No? In tukaj pridemo nazaj na participacijo, ker na koncu, ko ljudem postaviš najbolj osnovno vprašanje, v kakšnem okolju, pa ne mislim samo fizičnem, ali pa v naravi želijo živeti, v kakšni družbi, se bomo v glavnem strinjali, da želimo pač dostojna delovna mesta, da želimo ohranjene vodne vire, čist zrak in tako naprej. In da se to da oboje, da ni ali, ampak da je in, ravno v bistvu taki primeri lahko pokažejo. In to bi bilo eno izmed pomembnejših ključnih sporočil. Gaja je prinesla malo slikovnega materiala, upam, da se vidi na kameri. This company is as green as this sticker. Hvala, Gaja. To je v resnici del ene mednarodne kampanje, ki v bistvu govori o letalski industriji. In tukaj je ogromno tega. Jaz bi izpostavila en ful zanimiv Greenwash Guide se imenuje. To je naredila ena britanska komunikacijska firma leta nazaj, Futera. In tam govori o 10 tipičnih načinih zelenega zavajanja. In ko enkrat to pogledaš, in če si vzameš par minut in pogledaš reklame na televiziji, vidiš, koliko v bistvu tega zelenega zavajanja je. Tam imaš, na primer, ena taka stvar, da se to vizualno, ozelenjevanje. Če pogledamo avtomobilske oglase, se v glavnem vsi vozijo po podeželju, po nekih zelenih, vse je zeleno okrog, da ti da občutek, pravzaprav, kako čist je ta avtomobil. Ko pa vemo, da je pač avto ravno obratno od tega. Ampak skratka, temu se reče vizualno sugeriranje, pač po tem guidu. In potem jih je še pač vrsto drugih, ne bom zdaj naštevala, ampak letalski prevozniki jih zelo radi uporabljajo in so vedno te nekih slikce, kako ti letiš, ali pa ti rečejo, potem pa lahko offset narediš in lahko letiš, kolikor pogosto si želiš. In to je v resnici, to je to, kar želimo slišati. Želimo slišati, da bomo živeli še enako naprej, kada ni nič, kada ne presegamo našega ogljičnega odtisa za 5-krat, se pravi, to niso nemehne kozmetične spremembe, ki jih moramo narediti, in da nam nekdo pokaže, kako. Skratka, da v bistvu kapitalizem prebarvamo na zeleno. V resnici si kot potrošniki to najbolj želimo, ker pač bomo že tako in tako dosti drugih problemov, samo pač ne mi zdaj en še ne govori, kaj moramo vse, v resnici bi bilo to najlažje, da gremo v trgovino, in izberem en izdelek namesto drugega. In letalski prevozniki to zelo radi ponujajo. In nas vabijo tudi na vikend izlet v London, v New York, kot da nismo s tem v bistvu letne kvote ogljičnega odtisa porabili. In zato je v bistvu ta nalepka prišla. Lahko še nekaj preberem, še eno misel, ker velike korporacije ne morejo zanikati svojega uničujočega vpliva na okolje, so težavo poskusile rešiti s terminologijo. Uvajati so začele različne okoljevarstvene programe, restrukturacije, ki pa v praksi ničesar ne spremenijo. Torej to, kar si ti govorila, programi, financiranje tega, financiranje onega. Medtem ko sem brskala po spletu, sem našla recimo seveda Guardian, piše, glavni onesnaževalci, naprimer avtomobilska, letalska industrija pa naftna podjetja, dajo na milijone dolarjev za sponzoriranje športa.
eden od največjih kolesarskih klubov, svetovnih, profesionalnih, njegov glavni sponzor je 4. največje petrokemično podjetje na svetu. Da se vrnem nazaj. Torej, v praksi niso ničesar spremenili ti programi in restrukturacije in ustvarja se konflikt med družbenim pritiskom, da mora biti vse zeleno, in na drugi strani kapitalistično logiko, kako z najmanj vložka zaslužiti največ. Gaja, zdaj pa ti meni povej, kje je rešitev v tem kavlu 22? Mislim, predvsem se moramo znebiti tega, da si lahko umišljamo, da lahko kot gospodarstvo neskončno rastemo. To je prvo, vemo, da gospodarska rast neminovno more privesti do vedno večjega izkoriščanja narave in vedno večjega izkoriščanja ljudi. Če ne, se nenehna rast ne more dogajati. Tukaj to je jasno. Zdaj pa ali se želimo odpovedati tej nenehni gospodarski rasti kot družba, verjetno bi se kot družba bolj z veseljem to odpovedali, če bi v bistvu kako bi rekla, dosti jasno povedali, kaj to prinese. To prinese pravzaprav dobičke za peščico ljudi. Večina od tega nima nič. Gospodarska rast to prinese. Mito gospodarski rasti to prinese. Mito gospodarski rasti to prinese. Ves čas tudi to, kar smo prej govorili o dilemi ohranjeno okolje ali delovna mesta, oziroma dostikrat je ohranjeno okolje ali gospodarska rast, kar je precej huja. Zato, ker pogojujejo s tem, oziroma govorijo, da gospodarska rast bo seveda vedno privedla do več delovnih mest in bolje plačana delovna mesta. Zdaj, zgodovina je že pokazala, da temu ni tako. Tako da v bistvu tukaj, kar si govorila, ta clash med tem, da je potreba po tem, da ozelenimo naše delovanje, kot družba ga moramo, to je zdaj že stvar preživetja, in potreba po kako bi rekla, business as usual. Ja, business as usual. Skratka, rast ne glede na to, kaj to za sabo prinese. Tukaj je ta kavelj. In v resnici je treba to nasloviti. Skratka, na kakšen način imamo gospodarstvo organizirano v naši družbi. Ko smo mi delali, ko sem prej omenjala športne dogodke in ti si govorila o sponzorjih v športu, je to meni v bistvu najbolj fascinantno. Šport ne bi posebej ali pa želi posebljati zdravje, nekaj zdravega, neko zdravo aktivnost. V športu se vrtijo največji konflikti interesov v smislu sponzorstev. Olimpijske igre imajo med glavnimi sponzorstvi v bistvu glavne onesnaževalce, petrokemično podjetje, imajo onesnaževalce v smislu, če govorimo o zdravju, kot so McDonald's, Coca-Cola in podobno. Skratka, v bistvu se zberejo najbolj problematične multinacionalke kot sponzorji olimpijskih iger. Kaj pa je duh olimpijskih iger in športa na olimpijskih igrah? Je gotovo ne to, da se bašeš s hamburgerji in ne kuriš fosilna goriva. In tega je precej. In teh konfliktov interesov, jaz bom samo še enega omenila, ker se mi zdi blazno zanimivo. Tipično so pri nas sponzorji kajakašev, ki potrebujejo reke, ki so pretočne, institucije, ki pri nas gradijo hidroelektrarne, to se pravi, dajo pregrade na reko. V bistvu pa kajakaš rabi prosto reko. Njega pa sponzorira to isto podjetje, ki mu pregrade daje gor. In vedno se vse potem ustavi pri denarju. In zato je v bistvu to, da je Erika prej omenila, kako donirajo naprimer zdravstvenemu domu nekaj. To je katastrofa do te mere, da zdravstveni dom sploh mora priti v situacijo, ko mora vzeti donacijo od podjetja. To se pravi, kot država nimamo dobro organiziranih naših podsistemov, ki so nam pomembni. In tukaj to je treba v bistvu prerešetati. Kaj so naši podsistemi, ker gospodarstvo je samo eden od naših podsistemov, tako kot je šolstvo, zdravstvo, kultura in še kaj, to so sistemi, ki smo si jih mi zmislili kot družba, da si omogočamo boljše ali slabše življenje. In to moramo prerešetati. In ne vzeti stvari, kot bom rekla, zdravo za gotovo, in razbijati predvsem te mite, ki nam jih vkalupljajo v glavo. Da, naprimer, gospodarska rast pomeni boljše življenje za vse. Preprosto to ne drži. Se mi zdi, kako prekiniti ta kavelj 22, si vprašala v bistvu z resnico. Se mi zdi to
kar je tudi Gaja rekla, ne, seveda govoriti o teh stvareh, govoriti, kaj je zadaj, kaj stoji zadaj. Tudi recimo nek zdravstveni dom, bolnišnica si verjetno ne bi tako zlahka vzela neke donacije, če bi bilo jasno, seveda komunicirano, sporočeno, da pravzaprav je neka industrija izjemno tvegana za zdravje, ne. Se pravi, čim več teh informacij, resnico. Eko krog je vedno govoril, ne, kje je pravzaprav bila moč v Eko kroga in v tej bitki z Lafargem je bila prav resnica. Ne. Oni so ves čas lagali in zavajali, ne. In to je težko leta in leta početi, sploh če ti nekdo na drugi strani stalno ponavlja resnico. In to je treba res ponavljati velikrat, kjer se je le možno. Vem, da mi nimamo toliko sredstev, kot imajo, ne, smo rekli prej za PR in za tako naprej, ne, onesnaževalci, ampak kljub temu ponavljati, če treba leta pa leta, dopovedovati, razlagati, kakšna je resnica. Ne. In prej, ko slej ljudje razumejo to. S tem, da smo nekako nam je uspel, mislim, malo smo že menjali, ampak iz enačbe vzeti, ne, odločevalce, pri tem mislim politične odločevalce, a ne. Mnogokrat rečejo, ja, sej pa oni nimajo nobene moči, ne, ker so tukaj multinacionalke in tako naprej. Ampak jaz rečem, ti si človek, ki podpišeš zakon, ti si človek, ki podpišeš pravilo in ti postavljaš pravila igre. In ti moraš biti pokončen in imeti hrbtenico, da narediš tisto, kar je prav za družbo. Tako da ne glede na pritiske, pod katerimi so te ljudje, to je njihova služba, pač so pod pritiski, ampak morajo delati v korist družbe. In tukaj je šlo pa v bistvu z leti in v zadnjih letih še precej dlje, da pravzaprav biti politika, ne, pomeni v mnogih primerih, če gledamo sedanjo poslansko strukturo, v bistvu samo, kako bi rekla, da se cvenkajo, no, kupčkanje z nekimi interesi, ki so pač zelo individualni. Individualni interesi posameznih poslancev, ne pa več v interesu družbe. Mislim, da smo prišli do tega, včasih je biti politik pomenil pač človek, ki je razgledan, strokoven, ki je tudi ugleden, ki mu pač lahko zaupamo, a ne. Zdaj smo pa pravzaprav pristali na to, da temu ni več tako, da v bistvu se ne sprašujemo več, kaj je v družbenem interesu, ampak se rečemo, ja, pa se moramo razumeti, pa oni so pod temi pritiski, pa kar naenkrat smo neki tolerantni do tega postali. Ne, absolutno jaz nisem do tega tolerantna. Ti si tak zakon podpisal. Danes dajemo več subvencij v fosilno industrijo, v fosilna goriva kot v obnovljive vire energije. Kaj kot družba sporočamo s tem? Ja, jasno sporočamo, da hočemo še več kurt v fosilnih goriv, kakor pa, ne vem, sončnih elektrarn graditi. To je to. In nekdo je to podpisal, nek politik je to podpisal, nek politik ne želi podpisati, da sosežig mora enakim mejnim vrednostim zadostiti kot sežig, čeprav vsi vemo, a ne, da strup, ki prihaja tam ven, je pač strup, ki prihaja tam ven. Ne glede na to, pod kakšnimi pritiski. In tukaj ne sme biti nobenega popuščanja. Zato to ponavljanje resnice še z roko v roki z političnim pritiskom na politike. Tudi v smislu resnice, ne? Tako. V smislu tega, da se izpostavljajo z imeni in priimki, kdo je tisti, tako kot je rekla Gaja, pa ni na vseh ravneh, ne, se pravi na lokalni in na nacionalni, a ne, ravni. Kdo je tisti, ki je sprejel neko odločitev, kdo je tisti, ki je to podpisal. In edina stvar, ki politiko boli, pravzaprav je izguba glasov volivcev. In vsakič, ko naredijo tako, recimo, ne neumnost, ampak nesprejemljivo odločitev, ne, jim je treba izstaviti račun, ja, tako kot si rekla, ker je to edina stvar, ki jo razumejo in poznajo. Ne. Vrnimo se še nazaj k zelenemu zavajanju. Zdaj, zanimivo se mi zdi v bistvu ta misel, da je največji dosežek onesnaževalcev ta, da so nas prepričali, da lahko sami rešimo planet z majhnimi koraki, ne, kot si ti rekla. In res, ne, ko odpreš spletno stran kateregakoli velike korporacije, tam je kupenih nasvetov, kako v vsakdanjem življenju biti bolj trajnosten, biti bolj okolju prijazen in tako naprej, ne. Gaja, ali ostaja ta model business as usual, ali se vseeno kaj spreminja v tem svetu? Mislim, seveda obstaja. Mislim, hočem reči, ne, ker si mi ti v bistvu rekla, da tega se še nismo v bistvu dotaknili, ne? Da ena od učinkov zelenega zavajanja je tudi ta misel, saj so itak vsi isti, kar ni res, ne?
Se pravi, niso vsi isti. A ne? Zato je v bistvu vprašanje, ali je res, da so vsi isti, ali niso vsi isti. Mislim, seveda niso vsi isti. In tudi prej niso bili vsi isti. Eni so bili bolj pravični zaposlovalci, eni so bili bolj trajnostni, eni manj in tako naprej. In tudi danes seveda niso vsi isti. In veliko, če zdaj govorimo o podjetjih, ker si ravno podjetje izpostavlja, veliko podjetij se dejansko pač deluje in prispeva pozitivno, so trajnostna podjetja, pa pač ne vem, se grejo krožno ekonomijo, marsikaj obstaja. So inovatorji na tem področju in jim je treba to priznati. In ni prav, da mečemo vse v isti koš. Seveda so pa v manjšini. In problem za potrošnika je v tem, da mi, kot potrošnik, pravzaprav slišimo en kup, kako bi rekla, hvaljanja, kako smo zeleni, in težko ločimo, kaj je res in kaj ni res. In potem, naprimer, če pri nekomu ugotovimo, da nekaj ne res, kar rečemo, sej nobenemu ne morem več zaupati. To se, naprimer, pri hrani mnogokrat dogaja, ko nekoga dobijo, da je napisal gor, da je domače, pa ni bilo domače. Jaz tukaj vedno rečem, informiran potrošnik, sej izobrazba je vedno najboljše orodje, ampak orožje. Informiran potrošnik je tukaj ključen, da ti razumeš znake, ki pač pritičejo prehranskim izdelkom, kaj pomeni. Kaj je, naprimer, znak za ekološko kmetijstvo. To, da nekdo gor z besedo piše domače, ni predpisano, kaj to pomeni, pravzaprav. In v tem smislu je dobro, da smo izobraženi. Zdaj pa, kako bo pa posameznik vse rešil? In v bistvu te fronte, ki jih je res, res, res veliko. Naredi majhen korak in naredi vsi veliko in rešil boš planet. Delfine. In mi je res najljubše, da boš rešil planet, zato ker v resnici pač planet je bil pred nami tam, tudi za nami bo tam, noben ne rešuje planeta. V resnici rešujemo življenje na njem oziroma lastno rit. Civilizacijo. Tako da tukaj to si moramo naliti čistega vina že takoj. Ampak to so najbolj take kampanje. In kaj se dogaja? Zdaj pa res že ogromno raziskav obstaja, to zdaj ni več samo mnenje, ampak res ogromno raziskav, ki se ukvarjajo s psihologijo človeka, ki kaže na to, da pravzaprav veliko malih korakov se vrne kot bumerang. Small steps can backfire. Namreč, vsi vemo, da pač imamo nek nevzdržen model in da moramo nekaj narediti. In zdaj zjutraj se zbudimo in potem vzamemo vrečko za trgovino sabo, pa svoj kozarček za kavo za napumpo, pa potem, ne vem, kaj pa jaz vem, ločimo seveda v prave smeti, vse vržemo. Skratka, ves čas nekaj razmišljamo, pa delamo tem malenkosti, in zvečer smo seveda od tega silnega udejstvovanja zelenega že vsi utrujeni. In ko potem pride, ne vem, Umanotera in reče, pa veste, pravzaprav en povraten let Ljubljana, New York, Ljubljana, cel ogljični proračun za celo leto koštane, pravzaprav treba se odpovedati letom, treba se odpovedati mesu. Je tako, čak sam malo, jaz itak že cele dneve v bistvu to živim in diham in jaz delam že vse. In ljudje potem niso pripravljeni na tiste res večje korenite spremembe, ki jih seveda bomo morali vsi narediti. To je neminovno. Vsi bomo morali manj leteti, manj mesa pojesti, to je jasno. In pač seveda, dajmo že danes to narediti. Ampak ne smemo si pa delati utvar, da bojo podjetja, pa multinacionalke, pa vse bo šlo naprej kot je. Še zmeraj bomo dali, naprimer, več subvencij v fosilna goriva kot v obnovljive vire, zraven bo pa posameznika s tem odpovedovanjem lahko rešil podnebno krizo, recimo, če zdaj v podnebni krizi govorimo. Ker to preprosto ne bo dovolj. To ni dovolj. To je posledica tega. Kako jaz lahko nekomu rečem, ko imamo naprimer predavanja po šolah in rečem, seveda več se morate voziti z vlakom in z avtobusom pa s kolesom, pa me gledajo pa rečejo, ampak sej ni vlaka. Jaz točno to. Spet smo na sistemskih spremembah. Kako je možno, da leta 2022 ni moja jasno cenejša, bolj udobna in hitrejša izbira vlak, da se moram z avtom pelati. In to so tiste stvari, kjer ne bo posameznik rešil v bistvu in ne bo naredil dovolj velikih korakov, kot jih pač moramo kot družba. Skratka, ne moreš tlačiti kroga v kvadrat. Točno to, ne moreš ga. Lahko ga tlačeš, pa tudi mi bomo mogli malo se prilagoditi, pa narediti, kaj pa ste imeli lipso iz sebe, ampak dejansko pa okvir more to omogočati, da mi lahko sploh trajnostno bolj živimo in da bo to najbolj normalna izbira. Jaz, če pridem danes v trgovino, moram zelo poiskati tam nekje daleč dol,
vsene kosmiče slovenske ekološke kmetije. A ne? Prej mi pa tukaj ponujajo 35 drugih izbir, ki pač niso sprejemljive iz tega vidika. In kje smo pri tem okvirju? Pa potem še Eriko. Ja, okvir se spreminja. 15 let nazaj ni bilo takega okvira, kot je danes. Ne? Recimo, če pogledamo Evropsko unijo, ja, obstaja nek okvir, zeleni dogovor, okvir se spreminja, signali, gospodarstvo se spreminjajo, a ne, in tako naprej. V tem smislu okvir je precej boljši, kot je bil. Ampak okvir ni dovolj ambiciozen v smislu, da bi bil skladen s podnebnimi cilji, kot nam jih pač nalaga znanost. Se pravi, še preveč je tega, kaj je politično možno, ne pa kaj je pač potrebno narediti, pa predvsem počasi, a ne. Ta prehodna obdobja so tako počasna. Ne? To, kar se danes pogovarjamo na političnem prostoru, v evropskem recimo, bi bilo popolnoma normalno, da bi se pogovarjali 10-15 let nazaj, ko smo že vedeli vse te stvari, ki jih pač danes še bolj vemo. In v resnici se podnebna znanost v ničemer ni motila, razen v tem, da je še premalo, da je še podcenila, a ne, to, kar se obeta, če bomo šli business as usual. Tako da pravzaprav prej smo se pogovarjali o alarmih, a ne, ki zvonijo ali še ne zvonijo, že zdavnaj so zvonili. Samo politika jih noče slišati, ker je treba uskladiti preveč interesov. Ampak kje pa interes življenja? A se hecate? Milijoni in milijoni ljudi so že danes razseljenih in umirajo zaradi pač podnebne krize, okoljskih dejavnikov. Mi se pa še zmeraj delamo, kakor da pravzaprav se ni tako hudo, ne, se mogoče res poplave prihajamo ali pa pogosto, ampak se bomo že sanirali. To je zato, ker umirajo drugje, ne pri nas. Točno to je. Ampak tisto mogoče bi rekla pa vseeno, vem, kaj je Gaja hotela povedati, ampak mi je, vse je v končni fazi spet na osebni ravni, ne. Eno je biti potrošnik in tam biti odgovoren, drugo je pa biti politično aktiven. To ne pomeni, da moraš nujno biti predsednik ne vem kakšne politične stranke, ampak na lokalni ravni in na nacionalni ravni, ne. Ker kdo daje okvir? Sistemskim rešitvam, pa tudi okvir podjetjem, se pravi neka pravila, ki jih postavlja podjetjem in politika. In dokler se bomo izogibali političnega delovanja na vseh ravneh, toliko časa seveda sprememb ne moremo pričakovati. Ker zelo se pa politično udejstvujejo podjetja, multinacionalke, firme in tako naprej. Seveda, tako kot smo prej govorili, na koncu ostaneta samo dva, ki se pogovarjata, brez tretjega pa mogoče še koga četrtega. Ne? In tudi to, da je politika, kako rečemo, ne pri nas taka in taka, pameten človek se s politiko ne bavi, je zelo, zelo načrtno, zgrajeno in narejeno. In spet smo na osebni ravni, ker mi govorimo, ko rečemo politika, toliko radi, to je nekaj tretjega, neka tam ena taka entiteta, ki nima nič opraviti z nami, ki pravzaprav kar nekaj je, ne. Ni, ne vem, ta ime primek in tako naprej, ni moj sosed, ki me zastopa v občinskem svetu, konc koncev, ne. Ne, politika je neka brezimna gmota tam nekje, ki je noben ne mara, ne. In spet se pravi, hočem reči, vse v končni fazi pride spet na osebno raven. Biti aktiven na lokalni ravni, biti aktiven na nacionalni ravni, ne. Iti v politiko zato, da se spremeni politika, konc koncev, ne. Ampak zato seveda je pa treba neko odločitev pri sebi sprejeti, pa potem tudi zelo resno se tega lotiti, ne, ker čakamo, ne vem, pač 10-20 let, da bo nekdo nekaj naredil, a ne, pa če pa 25 leto ne, pa mogoče pomisliš, mogoče pa mene čakajo, ne. Se zelo strinjam s tabo, to je večinoma moj odgovor, ker to sploh novinarji imajo to radi. Pa kaj lahko pa posameznik? Ja. To je vedno vprašanje, ko so podnebne spremembe. Rečem seveda, ne, manj letov, manj mesa in tako naprej, ampak najpomembnejše pa je, da smo aktivni državljani, da zahtevamo od politikov, da to in tukaj se mi zdi, da imamo kot posamezniki v resnici si moramo vzeti to moč. In enako velja, če se vrnem naprimer prej na mojo misel o glasih na televiziji, ne, ker mogoče zdaj obskurno, da to zraven pripeljam, ampak tudi tukaj. Mi imamo pač kot posamezniki, ko vidimo očitno zeleno zavajanje, ne, če se na to temo vrnem, mi lahko to prijavimo pač oglaševalskemu sodišču. To lahko naredimo kot posameznik. Zakaj tega ne počnemo? Zato, ker nas je velika večina prepričanih, saj se nam nič zgodilo. Ja,
točno tako se bo zgodilo, ko nas bo več prijavljalo te stvari in se aktivirali. In to je pač zdaj primerček tega, ne? Ampak v resnici na vsa polja našega življenja, če tako razmišljamo, ja, dejansko imamo neko moč, predvsem aktivno državljanstvo je tukaj res ključno, ne? Pa mogoče vprosti, Karmen, še en način sem se spomnila, ki je pa rekel krogu se zelo, moram reči, kot pozitiven izkazal, ko rečemo politično delovanje, da aktivirati, biti aktivni, a ne, ni nujno vedno v politiki. Recimo nam je bilo čudovito, ko se nam je v teh 15 letih javljalo ogromno strokovnjakov iz različnih področij, ki si niso mogli javno izpostavljati, zato ker bi lahko bila tudi njihova služba ogrožena, preživetje, seveda imajo družine in tako naprej, ampak so v ozadju v ekokrogu delovali izjemno pomembno, z izjemnimi informacijami, pomočjo in tako naprej, in nikjer ni bilo njihovo ime izpostavljeno navzven, ne. Hočem reči, tudi na tak način se da pomagati. In to zelo, zelo učinkovito in pomembno pomagati. Ni potrebno se izpostaviti svoje osebnosti, ampak svojim znanjem in veščinami in strokovnostjo. Še nekaj moramo vprašati, no? Vseeno se mi zdi to pomembno, ne? Pogosto slišimo to trditev, ki cilja na nas kot potrošnike, ne? S povpraševanjem po resnično zelenih izdelkih in zavračanju lažnih lahko spremenimo ponudbo trga. A je to res? Mislim, delno je res. Zato, ker se tudi podjetja odzivajo zdaj na vso to vedno bolj prisotno v javnosti izraženo željo in potrebo, da želimo bolj okoljsko sprejemljive izdelke, recimo, ne. To je vedno bolj in trg se temu že prilagaja in odziva na to. Ne nazadnje je tudi recimo veliko zelenega zavajanja je lahko tudi posledica tega, ker se odzivajo na potrebe potrošnika, ne. Ampak to bi predpostavljali spet, da je posameznik, ima želje izoblikovane pač iz res lastnih notranjih želja, kot da bombardiranje oglasov in vsega tega, kar smo prej govorili, nič ne pomeni. Kot da pravzaprav ni tega polja, ne. In jaz se potem en dan zbudim in rečem, jaz pa hočem imeti takšne kavbojke, pa takšno majico, pa takšno ne vem kaj, in potem se bo firma na to odzvala, ker ima to potrebo. Ne, najprej mi je ta firma najverjetneje 76krat povedala po različnih kanalih, da hočem imeti te kavbojke, ne. Potem sem pa jaz to željo zaznala in potem je nazaj prišlo do njih, kot da je to v bistvu potrošnikova želja. Tako da ne smemo si delati utvar, da ves ta oglasni prostor in marketing okrog pravzaprav vsega, kar je v polju našega življenja danes, ne igra nobene vloge, ampak igra ogromno vlogo. In niso naši možgani prosti tega. Preprosto niso. Vsak, ki misli, da so, niso. Ne, lahko se delno temu izognemo, ker pač ne gledamo reklam, ampak če ne drugega. Naprimer, že reklame, ki se jim ne moremo izogniti, so jumbo plakati. To je nekaj, kar ne moreš ugasniti, kot lahko televizijo, radio in podobno, in internet in še ne vem kaj. Skratka, povsod nas bombardirajo stvari, ki nam govorijo o tem, kaj so naše potrebe in želje. In zato sem rekla, samo delno je lahko to res, ne? Ker obstajajo pa že kakšne uspešne kampanje, kjer so potrošniki tako močno šli na ta blame and shame, da so tako razgalali, naprimer, kakšen izdelek nekega podjetja, ki je bil res tako skregan, s trajnostnostjo izdelka, da so recimo se potem se trg odzval na to. Ampak in to daje, spet potrošniku pač neko zavedanje, da ima v tem smislu neko moč lahko. Ampak spet, to je verjetno 1% v bistvu delovanja tega podjetja. Niso to potem resni velike spremembe, ki bi v bistvu potrovale pač k temu, da bi podjetja dovolj velike korake naredile. Pravzaprav, Erika, samo mi je prišla v bistvu ta misel, da je resnično trajnostno delovanje se začne v jedru, ne pa v tistem, kar plava okolje. Se pravi, recimo, če rečemo, da je jedro izdelovanja enih hlač, ne pa vsa reklama, ki okoli tega potem plava. Ja, mislim, ogromno več sredstev gre ponovadi za plavanje okrog. Kot da se naredi hlače, kar se izkazuje tudi v ceni, konec koncev. Se lahko, mislim pač itak večina oblek je tako smešno poceni, ker seveda tukaj ogromno izkoriščanja okolja in ljudi. In v bistvu razbijanje tega mita pri ljudeh, da pa se si ne moram privoščiti, dražjega oblačila, ki je šele second hand pa to, ampak recimo, kaj pa jaz vem, en anorak,
ki lahko pride naprimer, iz recikliranih materialov in ne izkorišča ljudi. Pri tem, ko smo ga naredili, to obstaja danes na trgu, seveda plačamo malo več, ampak bomo imeli potem to vetrovko, 25 let, ne pa na 5 let bomo menjali novo. In v bistvu o tem se precej malo govori, vsak ima občutek, je pa se jaz ne vem, kaj so zmešani, zdaj bom dal 40 ali 50 evrov za kavbojke. Ne, boš dal pa pač vsako leto 15 ali skaj pa jaz vem kaj. In tukaj v bistvu spet kako do tega pride. Ja, jasno, imamo 6 kolekcij na leto, vse te reklame z ljudmi, ki v bistvu prodajajo neko srečo v teh oblačilih in mi želimo pač tudi biti seveda tako srečni s temi novimi oblačili in tako naprej. Mislim, vem, da tukaj malo dramatiziram, ampak v resnici jaz mislim, da je tukaj precej banalno kot to. Res gre na podajanje pač neke podobe, ki jo pač mi želimo imeti v življenju. Pa zanimivo mi je, recimo, da tako rečeš, ali ima potrošnik izbiro. Zame bo takrat, ko bo ista znamka pijače na voljo v plastenki in v steklenici. Potem imam jaz možnost izbire. Če pa lahko kupam to isto pijačo samo v plastenki, pa je lahko ne vem koliko vsebnosti plastike, v njej bo še vedno plastiki in jaz nimam izbire. In se mi zdi tudi tako, če rečemo, koliko se recimo podjetja v resnici odzivajo na želje potrošnikov, ne kaže na to, recimo, ko smo mi delali pač v tej kampanji za kavcijski sistem, tudi eno vprašanje, bi podprli kavcijski sistem, 99% za, bi podprli obvezne kvote za embalažo pijač za ponovno polnjenje, 99% da, Ampak zaenkrat so recimo je politika in del industrije pijač kupilo samo še, da bi imeli kavcijski sistem za plastenke pa pločevinke. Nihče ne omenja steklenic, zato ker je za njih dražje, zato ker je to večja teža in tako naprej. Ampak mislim, da je navidezno dražje. In potem v bistvu spet pridemo do zelenega zavajanja. Ja, se pa zbiramo plastenke, kar kavcijski sistem absolutno je plus. In plastika, ki je za embalažo, za pijače je absolutno reciklabilna. V primerjavi s poplavo ostale plastike, kjer ni. Pa bomo dali večji delež reciklirane plastike v novo plastenko. Tudi to je dodaten plus v smislu uporabe energije pa toplogrednih plinov. Ampak še zmeraj ne dosega steklenic, o katerih se pa ne še pogovarjamo zaenkrat. Bomo se pa zagotovo. Počasi, smo rekli. Absolutno. Ja, hvala, ker ste bili moji gosti. Ne vem, koliko tem smo danes odprli. In upam pa, da smo poslušalcem in gledalcem vsaj malo odstrli pogled v kompleksnost teh vprašanj, o katerih smo se pogovarjali. Zaključno misel, prosim, če je kakršnakoli že je. Ker jaz se nimam, namreč. Jaz se tudi, če izoblikujem, zdaj vmes, kaj govorim, ampak ne, mogoče, mislim, na to bi rekla, ko se takole poslušamo, pa vidimo v bistvu, da so stvari zelo prepletene, pa v enem trenutku celo lahko rekli, da so večje od nas. Ampak to vsekakor ne sme biti signal, da potem pa smo samo še nemi opazovalci, ker so večji od nas, ampak to, kar sva z Eriko prej šli na to misel, aktivni državljani smo lahko vsi, ne glede na to, kaj smo v svojem življenju, privatnem, poklicnem in tako naprej. In če že kdaj, je danes čas, da to svojo aktivno državljansko mišico naprej. Ja, mogoče bi dodala poleg tega še to skozi iskanje resnice in informacij. Informacij resnice. Saj jaz verjamem, da pač veliko ljudi pač zato nima časa, nima interesa, ampak saj nekaj jih mora skozi to iskati, zato da potem tudi drugim lahko rečejo, tole je pa neumnost, tole je pa v resnici tako in tako. In tako naprej. Spravi, biti aktiven, informirati se najprej, iskati resnico in na podlagi tega biti aktiven. Hivi. Hvala. Prosim. Tole je bila 5. epizoda podcasta Okoljske zgodbe. Glejte nas na YouTubu, poslušajte nas na Spotifyju in v Google podcastih. Srečno vsem. Hvala vam. Hvala.